kamenine vse uporabljate? V tem primeru vidim, da je tu peščenjak. Ja, v glavnem, moji izdelki so pohorski materiali in v glavnem pohorski materiali. V prehrambene namene, pa tudi v zdravilne namene uporabljamo rizomo. To je podzemni del, ne korenino, ampak koreniko, ki vsebuje veliko eteričnega olja. Lanskoletna novost, lonca za čimbe. Poleg lončka imate tudi te škarje za sesekljanje začimb. Snežna odeja je prekrila pokrajino, tako naše vrtove kot rastline, tako da bomo v tokratni oddaji namenili nekaj več besed o krasnim in sadilnim loncem. Pa poglejmo, kako se le-teh loteva gospod Marjan Crnič. Gospod Marjan, lep pozdrav. Ja, pozdravljeni. Zdravo, samo malo, da ga predstavim, da ne bom izproč padel. Pozdravljeni. Vidim, da se zopet lotevate enega od vaših umetniških izdelkov. Ja, zdaj ne vem, če glih umetniški, je pa, kaj bi rekel, za moje oči unikat, se pravi lonček, v katerega bom pol na konci kot dodatek pika na i dale eno rožico lepo. Materiale, ki jih uporabljam, so domači pohorski materiali, način tehnike z lepljenjem, še za presnih pa malo obtovku, tako da sem dobil eno tako naravno kompozicijo. Tu imam šablončko, to pravi, da ne rabim veliko zele, potem tako nič več razmišljati, zložim skup, počakam, da se posuši in zadevica je nekako zaključena. Teko dneva poskušam napraviti čim več takih izdelkov, če se mi seveda ljubi, pa če nisem preveč utrujen. Torej, to je ena od vaših 3 ljubezni, koliko sem slišal. Ja, je ena izmed teh ljubezni, pa se pravi, prva ljubezen bi naj bila, oziroma je moja družina, potem pa se pravi, so kamen in kolesarstvo. Kako postopek dela poteka? Se pravi, sam postopek, najprej sem si pripravil take palčke, to je polirana palčka, katero sem preprosto kamnoseško tehniko obdelal z cepanjem, so različne dimenzije in potem izlagam skup tako stopničasto, da pridem do ene linije in to je, se pravi, potem to gotovo zaključim pa z podstavkom, potem pa moram pustiti cirka 24 ur na miru, da se lepilo sprime in to je to. No in to je ravno zanimivo pri kamenju, kajti vsak izdelek je unikaten, nikoli ne moremo na enak način obdelati določenega dela kamna. Rekel bi, se pravi, vsak izdelek je unikat, ker tudi če bi želel, enostavno ne prideš do tega, da bi zadev čisto isto formo, isto obliko. Tako da se pravi, vsak izdelek, ki gre iz mojih rok, je po svoje unikat. Kot vidiva je kalup osnova grajena piramidalno, nekako. Če obrnemo okoli, je ravno konično, tako da. Kako dolgo pa potrebuje lepilo, da sprime kamen? Se pravi tako, da cirka 1 do 2 ure, da je toliko stabilno, da se ne poruši. Končno trdnost pa dobi po 24 urah. Se pravi, nekje takrat bi lahko fizično lahko uporabil to izdelek v roke in da lahko gre za svoj namen naprej. V tem primeru je ta okrasni lonček končan. Ja, se pravi, damo končanje, se pravi, v tem delu, na koncu še damo tale podstavek. Običajno ta podstavek fiksiram, ko je to suho, da lahko bolj koliko natančno ga prilepim na osnovo. Ko sestavlja lonček iz kamnitih palic, slednje označi številkami. To mu pomaga, da palice ustrezno zlaga po velikosti. Marjan je prvi kamniti lonček naredil pred dobrim letom, čeprav se s kamnom ukvarja že skoraj vse življenje. Delal je v kamnolomu. S kamnom zapolni svoj prosti čas. Povejte mi, ravno gledam kamenine. V tem primeru vidim svečnik, ki je bil celo tudi nagrajen v medobčinskem tekmovanju za naj spominek. Katere kamenine vse uporabljate? V tem primeru vidim, da je tu peščenjak. Ja, v glavnem, moji izdelki so pohorski materiali in v glavnem pohorski materiali, potem je med drugim tudi ta peščenjak, pa plenci, primorski kamni. Vsak kamen nekako ima svoje zakonitosti, zapravi vsak se moraš lotiti na njemu primeren način. Peščenjak je zelo agresiven material, je pa res mehak, pri njemu uporabljamo tehniko peskanja, te grobe prijeme. Peščenjak ni primeren za poliranje, za fine kamnoseške načine izdelave. Tu v tem primeru vidiva
To je ravno to, kar mora človek v naravi pravzaprav videti. Ja, se pravi, silhueto slona. Ja, to točno tako je. V naravi je ogromno kamna, takšnega ali drugačnega. Če imaš pa nekako ali danost ali želiš videti, pa vidiš tudi stvari, ki mogoče nekdo ne vidi. Se pravi, v tem primeru sem pobral z potoka to figuro, se pravi slona, zravno smo, da lahko normalno stoji in pogledal sem ga, se pravi, da je dobil osnovno barvo samega materiala. Kamnom, ki jih najde v naravi, ohrani osnovno obliko. Za lepši videz jih brusi, polira s svečnikom z diamantnim svedrom izdobe v vdolbino. Ravno tu je tudi vredno predstave okrasni lonček za mini orhidejo. Ravno tako po enaki tehniki je verjetno pripravljena ta Tehnika same izdelave vdolbine je ista tehnika, kot smo pri svečniku uporabili. Dočim vse ostalo je pa, spravi smo uporabili tehniko ročnega brušenja kamna. Oblika samega tega lonca je pa tudi izdelek narave, teda mi smo samo temu kamnu, pobrano iz potoka, dali, jaz rečem, dušo. Med lončki, ki so Marjanu posebej pri srcu, je tudi ta okrasni lonček iz palic zelenega čizlakita. Ta magmatski kamen krasi tudi slovenski parlament. Temu kamnitemu loncu iz Krka je gospod Marjan dodal že, kot temu reče, piko na i in dušo s tem zelenim bonsajem in pa z drobljencem. Meni pa je pustil za izziv ta bel marmorni kamen in ker je zunaj zima, je prav gotovo zelo dobro, da si v tem času privoščimo kakšno od spomladanskih čebulnic. Meni so vedno ljube narcise in ravno zato sem se odločil za to rumeno barvo. Tokrat bom kot materiale v tem primeru uporabil veje vinske trte oziroma rozgo vinske trte. Kolikor smo že bili pridni, smo že del vinogradov obrezali. In ravno vinska trta je zelo zanimiv material za izdelavo dekoracij, kajti kot vidimo, te vitice vedno znova dodajo tako posebno strukturo, ki je všečna, zanimiva. In te narezane veje vinske trte bom počasi obdajal okoli plastičnega lončka. V tem primeru naj lonček kar ostane, tako bo zemlja okoli narcis ostala kompaktna. V prvem delu si bom, ker pač nimam dovolj dolgih prstov, pomagal že kar z žico, s katero bom obvezal ta prvi del dodanih vej. Tu bom veje dobro spel, tako da žico pritrdim in nekajkrat obrnem. In tako zdaj lahko dodajam veje še v tem delu, kjer še niso dodane. Na tak način obdamo celoten lonček. Zadnje veje lahko pnemo v žico tako, da jih potisnemo skozi žico, s tem nekako pridobimo kompaktnost dekoracije, ki smo jo dodali okoli plastičnega lončka. Na koncu še žico samo dobro zabijemo. Da veje učvrstim v lončku. Spodaj še zravnamo. In tako obdano rastlino damo v lonček. Žico in pa še ostale dele obložimo z mahom. Takšne čebulnice, kot je narcisa, tako ali tako ni treba preveč zalivati, kajti ima že v čebulici dovolj vlage, pa vendar v toplem stanovanju odvečna vlaga ni odveč. S tem smo pa tudi
temu kamnitemu loncu dodali življenje. Sedaj greva z Dragico skuhati še antiseptični čaj iz ingverja. Kasneje pa si bomo ogledali tudi trende, ki jih z lonci in pa seveda z lončnicami ustvarjajo kolegi vrtnarji in cvetličarji na Nizozemskem. Ingver je rastlina, ki raste na območju jugovzhodne Azije. Njena prvotna domovina je Indija in pa Kitajska, sedaj pa se je razširila še na območja Japonske, Rusije, tudi Južne Amerike, Avstralije in južnega dela Indonezije. V prehrambene namene, pa tudi v zdravilne namene uporabljamo rizomo. To je podzemni del, ne korenino, ampak koreniko, ki vsebuje veliko eteričnega olja, grenkih smol, veliko beljakovin, encimov in pa vitaminov ter mineralov. Naprimer, za občutek, ena žlička suhega prahu ingverja ima enako vitaminsko vrednost kot ena velika porcija špinače. Torej ima ogromno vitaminov in antioksidantov. V eteričnem olju so snovi, ki dajejo tej rastlini, tej drogi značilen vonj, nežen vonj po limoni in pa ta aromatičen okus. Uporabljamo jo lahko za pripravo sladkih in pa pikantnih jedi. V zdravilne namene uporabljamo torej lahko suh prah, lahko pa uporabljamo tudi eterično olje, ki ga zmešamo z različnimi olji, naprimer olivnim ali pa mandljevim oljem, in ga uporabljamo za masažo pri različnih artrozah. Torej, tudi za zunanjo uporabo. Tudi. Sam rizom pa spominja tudi na naše perunike. Višina rastline je nekje 50 cm, pa morda nekaj o uživanju, kako si lahko pravzaprav pripravimo doma kak hranilni napitek oziroma kako solato. Danes bova pripravila eno sadno solato, v kateri bova dodala nekaj črne redkve. O črni redkvi sva že govorila. Črno redkev lahko pripravimo torej v solati, lahko pa kot domače zdravilo, v katerega damo med. Imava črno redkev. Prej še o ingverju nisem povedala, da zelo pomembna indikacija je ta, da zavira slabost. Manjša slabost, predvsem potovalna bolezen, in včasih so jo mornarji uporabljali na ta način, da so rizomo žvečili in na ta način preprečili slabost. Mi pa lahko slabost preprečimo na ta način, da pred potovanjem približno pol ure prej zaužijemo 2 grama prahu. Slišal sem tudi, da Skandinavci in pa severni narodi ingver zelo radi uporabljajo za ingverjevo pivo. Tudi Angleži ga radi uporabljajo za ingverjevo pivo. Ingver kot tak lajša tudi vse prebavne težave. To pomeni, da zmanjša napenjanje, da deluje protibolečinsko. Zanimivost je naprimer ta, da so neki avstralski znanstveniki rekli, da je ingver aspirin, kaj ti blaži vnetje, lajša bolečine in obenem deluje varovalno na črevesje. Koliko pa nekje peresnega oziroma svežega ingverja lahko zaužijemo dnevno? V tem primeru bova zdaj pripravila tudi solato. Ingver bova dodala tukaj kot začimbo. To pomeni, da bova mogoče naribala pol tele korenine, ki jo imava že olupljeno. Dala bova naprimer eno celo redkvico in pa eno jabolko, pa potem sok pol limone. Bova pa namesto olja in kisa uporabila jogurt. Prej sem rekla, da deluje tudi protibolečinsko in ga lahko uporabljamo tudi pri zobobolu na ta način, da ga žvečimo. Je pa črna redkev tudi dober antiseptik za vnetne procese. Prav tako kot ingver. Tudi ingver uporabljamo pri prehladnih obolenjih, kajti dokazano uničuje prehladne viruse, predvsem rinoviruse, obenem pa deluje antiseptično na vse mikroorganizme enako. Eterično olje, zadnjič smo govorili o cimetu, ubija gliste. Prav tako eterično olje ingverja uničuje gliste. Ingver so poznali na Kitajskem že pred 5000 leti in naprimer ta njihov slavni filozof Konfucij je hotel, da v vsako hrano, ki jo je zaužil, dajo ščepec ingverja.
Torej je bil v preteklosti ingver podobno kot poper, zelo pomembna začimba, ki je prihajala iz vzhoda. Še sedaj je ingver na vzhodu zelo pomembna začimba, takoj za soljo. Uporabljajo ga pa v tej značilni mešanici začimbni v kariju. In tudi jabolko bom nastrgal kar na drobno, kar pomeni, da dobimo kar tako presno čežano. Ti pa si že tudi skoraj da nastrgala ingver, katerega sva prej olupila. Olupila sva ga zelo na tanko, kajti eterično olje, v katerem je večina zdravilnih učinkovin, je tik pod skorjo. Takole, to je nastrgano, sedaj lahko ingver dodava v najino solato. Mogoče tretjino tega takole dosti bo, da ne bo preveč aromatično. Dodava še limono. Sok limone. Tako, limono si že dodal, jaz sem pa dodala še jogurt. Takole, in potem premešamo. Moram pa poudariti, da je ta solata oziroma vsa hrana, v kateri je dodan ingver, surova hrana, je bolj okusna, če nekaj časa stoji. Da se te okusi, te vonjave premešajo. Najina vitaminska solata je pripravljena, lahko pa iz ingverja pripravljamo tudi čaje oziroma čajne mešanice. Tako, danes bova pripravila 2 čajni mešanici. Terapevtski odmerek za pripravo ingverjevega čaja, ki je dober antiseptik, kot sva prej rekla, uničuje viruse in bakterije, je 0,5 gramov suhe droge na skodelico čaja. Takih čajev lahko dnevno popijemo 4 skodelice. Midva pa bova danes pripravila čaj iz svežega ingverja. To pomeni, da bova dala 3-kratno količino, pa tudi večjo količino vode bova imela. Naredila bova čaj za mrzle zimske dni. Ingver vemo, da širi žile. Prav tako širi, vpliva na boljšo prekrvavitev cimet, zato bova dodala tudi skorjico cimeta in pa nekaj nageljnovih žbic in pripravila odličen napitek za ljudi, ki jih po zimi rado zebo. Vsa ta mešanica dejansko širi žile, s tem se tudi ogrejemo. Se ogrejemo, tako. Sedaj bova vzela še vrelo vodo, pripravila kot poparek, pustila stati 5 minut, potem precedila. Dobro je pa verjetno pokriti. Pokriti, tako. Ogrel vas bo tudi topel napitek iz narezane korenike ingverja in ščepca mletega črnega popra. Pripravimo ga kot poparek, izboljšuje pa prebavo, pomaga proti slabostim in napenjanju. Tako kot k lepi obleki sodijo lepi čevlji, ravno tako k lepi rastlini sodijo lepi lonci. V tem primeru imamo tu za letošnjo sezono nove dizajne, iz česa so, kakšen material je teh loncev. Ja, res to je letošnji model lonec Loft Urban. Naj bi bil lonec za srednji razred, za terase. Lonec je plastičen, ampak zelo zdržljiv, kvalitetna plastika. Pa še ena prednost je teh loncev, koliko sem videl ravno znotraj. Vsak lonec vsebuje tudi del vodne rezerve, ki si jo vzame, potem, kot je pa čez to vodno rezervo, pa voda izteka. Tako da je lonec uporaben in za zunanje saditve in za notranje. Seveda za notranje saditve je samo do nivoja maksimuma se zaliva. Pa še morda nekaj o loncih, ki jih vidim tukaj. Ja, to je pa lonc, lanskoletna novost, lonc za začimbe. Poleg lončka imate tudi te škarje za sesekljanje začimb, s tem, da je 3 rezila, tako da si bolj na tanko sesekljate začimbe. To je zelo uporabno za v kuhinji, da imate začimbe pri roki, seveda za darilo in tudi zelo taka lična oblika. Preveč se jih pa tudi, če jih preveč zalijemo, so pa vidim, da lonci izbočeni na notranji strani, tako da... Tako da se nekaj vode zadržuje izven lončkov, ja, tako da si odteče. So pa ravno tako tukaj vidim barve, odtenki različni.
Kakšne barve loncev se pa pravzaprav v zadnjem času najbolj prodajajo? Smo Slovenci dovzetni za barve ali smo še vedno nekje pri črni, beli? Pri teh manjših loncih se pojavljajo različne barve, v osnovi so pa bela, siva, tako te barve, ker so bolj uporabne za široko paleto. Če tudi v temnejših barvah so sodobni okrasni lonci pastelnih nežnejših odtenkov in preprostih oblik. Katero barvo lonca boste izbrali, je, kot pove nizozemska floristka Niki Markslag, odvisno od opreme notranjega prostora ali pisarne. V lonček v obliki cekarja je Niki dodala spomladanske trobentice. V večji posodi je naredila nasad sočnic, ciklami je dodala logarice. O spomladanskih trendih v floristiki z Niki več v prihodnji oddaji.